Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa. Dobrodošli na Planet 2 po 4 odigranih tekmah med tednom v uvodnem spomladanskem krogu se danes prvoligaški ples nadaljuje. Uvodno dejanje v Novi Gorici pripada primorskemu derbiju. Prva tekma 21. kroga je Gorica-Koper. Seveda imajo Kanarčki visoke ambicije še naprej, a današnji neuspeh bi lahko precej zamajal in razburka situacijo in gol! Gol Velikonja je strelec proti Kopru, vodilni gol Gorice, Etienne Velikonja v 15. minuti. Veselje domačih nogometašev, bila je to ostra, natančna podaja. Pri Koprčanih so to Rajčević, zdaj nov napad, nevaren Gorice, priložnost, izbija Žužek. Dober presing zdaj že na koprski polovici domačih nogometašev. Zdaj pa nekaj več prostora za Koprčane. Palčič je na robu kazenskega prostora, streljal je Palčič, vendar mimo gola nogometaša iz Apač. Podaja do Barišiča, strel, tam nevaren strel, brani Marjanović. Veter še naprej, kot rečeno, ne pojenjuje. Zdaj dobra akcija, Mavretič podaja v sredino, priložnost za Gorico in gol! Tjaž Begić je strelec, izvrstna reakcija Velikonje, ki je prepustil žogo Begiću in ta je povišal domače vodstvo v 49. minuti, jezijo se Koprčani, veliko veselje pa pri nogometaši Gorice. Tjaž Begić pa je dosegel svoj prvenec v prvi ligi. Verjetno se mnogi spomnite, kako je blestel na tekmi, zdaj znova nevarno tam in Begić je zdaj vratnico stresel. Potem pa prosti strel, Cvijanović strelja, odbita žoga od živega zidu. V jesenskem delu samo enkrat se je to zgodilo. Zdaj Spinelli, nevaren udarec je bil to z roba kazenskega prostora. Takoj po koncu tekme v Novi Gorici se bomo preselili v Ljudski vrt, kjer danes gostuje Bravo. Tam strel in gol! Claudio Spinelli je znižal domače vodstvo. Koper je le prišel do gola v 72. minuti. Drugi gol za Argentinca v koprskem dresu v slovenskem prvenstvu. 2:1 Spinelli. Prvi letošnji derbi. Mislim da je derbi uvek ima jednu posebnu težinu, međutim ono što je, ono kako se mi pripremamo je da iz utakmice u utakmicu idemo dalje, da rastemo kao ekipa i na kraju da pobeđujemo. Mislim da je današnja utakmica bila veoma borbena, imala je puno duela, dosta drugih lopti, vreme je bilo onako, nije baš bilo idealno za igru, duvao je jak vetar, međutim mi smo se dobro prilagodili današnjim uslovima. Normalna stvar v nogometu. Ni bilo pa dovolj dobro, se strinjam, da nismo bili dovolj dobri, da bi iztržili zmago, govorim, za neodločeno, mogoče, ker smo imeli tudi mi šanse, tekma je bila izenačena, vedeli smo, da bo težka, pač odvilo se tako, v tem trenutku tudi nekaj sreče nimamo, tako da nič treba gledati naprej.